Lepo zdrav, lepo sredo želim, kako kaj, vse super, lušni bilo dan, smečka mrzla, ampak sonček, to je to. Če ste na počitnicah, super, upam, da se imate fajn, upam, da vam počas mineva in da bomo fajn počas še minevalo naprej. Do ponedeljka, tisti, ki pa še greste na počitnice, bo pa drug teden fajn. Nekateri ne gremo na počitnice, ampak delamo. Popcorn je z vami, danes super gostje A&J in pa seveda Maja Založnik, tako da novi spoti. Malo se bomo pogovorili, malo videli, kaj je kaj novega in lepo pozdravljena Ana Jernej, živijo. Živijo. A&J. Yes. J&A. Je kar dobra fora, no, ker vem, da vas je več z J. Jernej, če tebe prvo vprašam. Nisi samo A&J, ampak je lahko Jernej, lahko je Jan. Lahko je Julijan. Ja. In tako dalje. In tako dalje. Dobro, tu se že ostalo, ne? Ja. Ampak tudi prejšnji vaš član je bil na Jan. Šen Jan. Ja. Že zmešnjava človek si. Lej, Ana, original, vidiš. Tako. Evo. Kako ste kaj? Moram biti edino, ne? Pa super, fajn, uživamo. Delamo. Delate, uživate. Ja, med tem, ko delamo, uživamo. To je super, to je najboljše. Ni to nekaj najboljšega. Ja. Da delaš tisto, v čemer uživaš. To je smisel za mene, ne? Mislim, to je tak mora biti. Tisto, kar delaš, tam zelo moraš uživati. O ja, to je to. Če se le da, ne? Če se le da. Veliko poklicov je takih, ki ne moreš. Ja. Nekaj sta mi prinesla, nekaj fajnga, kaj je to? Goodie bag. Aha, kuli že uporabljam. A&J oziroma strelica, pazi, elektrošok. AC/DC. Ne, ni, druga stvar. Ne. Ja, bravo. Črn. Jan je oblikoval logo. Črnem. Ja. Pa ne vem, tako fajn se počutimo. Ja, poglej se, jaz sem tudi bolj črno oblečen. Smo stilski danes, mislim, čisto kaj pa je to nekaj fajnga? Handmade especially for you. Ja, to sem pa jaz naredila. Res? Pečeš tudi Ja, kekse? zelo rada ustvarjam kaj v kuhinji. In sem spekla ene piškote iz naše domače ekološke pirine moke. Denehi, vse ekološko ali kaj. Ja. Ok, lej, vidva kokice je stole. Tako. Definitivno. Čakaj, še majčka, le to. Evo, Tudi prototip, to je vaš merchandise. to je pa prototip merchandise. Evo. Aha, the best. Evo. Takole bo zgledali, na koncertih jo boste lahko kupili. Tako. A bo? Točno tako. Ja, da ne bom Tako. skaj prehitro rekel. Pa Ja. tudi na spletu. Pa na tudi spletu. na spletu, Hvala no. za majčko, hvala za kekse, hvala za kuli. Ja, ni za kaj. Pa še vrečka je taka lepa, viš, take se redko dobijo. Ja. Porabo naprej. Se more krožiti. More krožiti, Ne. recikliramo, ekologija, Tako, ne? tako. To je to. Ja, wow, the best. To je prav lepo, večkrat bi mogel biti nov let. Ja. Tako da, Zdaj glihan mesec. kje ste kaj preživela nov let? Ja, z prvega smo že. Midva kar doma. Cool. Izvirno. Izvirno. Ja. Pa, tudi to je fajn, lepo. Na domači sedežni, lepo domači v miru, sedež, ne. na toplem. A ne? Ja. Zakaj bi ven rinil, če ni treba? Če ni treba, ja, če ni špila, je treba doma uživati. Dajte mi povedati, evo, nekaj novih zadev, tudi nekaj predrugačenih, en cover bomo slišali, skratka vsega pomal. Lučute mi je pesem, ki jo bomo zavrteli prvo. Lahko se malo pomudimo pri tej skladbi. Kdo bo kaj povedal? Ja, to pesem je napisal naš klaviaturist, ki je njen brat, Jan. On je dobil idejo v sanjah, ko je spal, je odsanjal komad, letel za sint, žgal telefon, posnel Hiter posnet. demo, res. Ok. In Ja. smo ga naredili do konca. Super je bila ideja, že osnovna. Pa so se mu dejansko sanje uresničile. Točno to. Ja, on vedno pravi, da pač sanja komad in ko pač se zbudi, gre hiter posnet idejo, ne? Pač, da sliši že cel komad, kako naj približno bi naj zvenel, da tudi z besedilom dejansko, sicer ponad bolj v angleščini, ne? Tako da smo midva pol z Janom skupaj naredila slovensko besedilo, ne? Okay. In pa smo šli do producenta Bora Zuljana v Novo Gorico in tam posneli vse Ja, stvari. super, evo, enega boljših slovenskih kitaristov ste našli za producenta. Tako. Šankrokovca. Še enkrat so se sanje uresničile, ne? Najstniške, ko smo mi še mladi Ja, fani res. Šankrokov. Ja, Ko smo drilali njegove solote, Aha. si lomili prste. ja. Tako, Ja, dejansko smo Ja. se tudi malo spraševali, kdo bi nas mogoče najbolj razumel, v kako smer želimo iti, kako bi naj pesem zvenela. In smo pač se na njega spomnili, ga kontaktirali in je bil takoj za to. In smo bili zelo zadovoljni z izdelkom. Ne?
ki ga bomo zdaj tudi videli in slišali. Takole, evo, to je bila Luč v temi. Jaz sem mislil, da je neka balada, veš, tako Luč v temi, patos. Ne, kje? Rock and roll. Ne. In to prav tisti z konca 80-ih, tak, s klaviaturami, te prav. Ja, to imamo ful radi. To glasbo smo poslušali že od srednje šole naprej, no meni še vedno pač najbolj zakon. Ja. Še vedno se najbolj najdem v tej zvrsti in smo rekli, zakaj ne bi to delali, če nam je to fajn. Pa če to znamo, ne, konec koncev. Ja. Saj moraš temu odraščati, to ni tak stil, ko bi si ga kar vzel, pa bi ok, zdaj pa to igral, ne. Je treba res preposlušati, pa prevaditi ogromen ur, da lahko ustvarjaš dejansko. Ja. Pa še zdravo uživaš, da ni res, da sam sediš, pa si cel, ne. Ja, tisti niglih to. To je na poskok, da si malo razživiš tudi na odru, ne nazadnje. Drugač pa, ja, Ana, ti si imela mali izlete, tudi bolj pop vode, pa še malo okrog in si prišla pameti, da je rock and roll pa najboljša stvar. Ma ne, sej... To si že vedno vedela, ne? Ja, mislim, jaz sem ves čas to poslušala, ne, ampak imeli smo že v srednji šoli en band Renesansa, tudi z bratom pa Maticom Nareksom, ne. Ampak pol, ko smo prišli do študija, se je itak to pol razšlo, ne, ker smo bili vsak na svojem koncu in ni bilo več pravega interesa, tudi najverjetno. Pol sem pa bila v raznih skupinih, ja, vokalnih, pa pop, primjav. Ja, da smo šli vsaka svojo pot. Spomnim, da ste bile zmijav tukaj tudi, ne? Ja, tudi. Ampak da smo šli vsaka v svojo
smer, v bistvu jaz bolj v rock vode, Maša pa Jasmina nazaj v narodno-zabavne vode, Ani pa bolj v šanson, Ja. ima svoj projekt. Super, no. Pa še vedno, Ja, lej, Ani ko bi še pridemo mogoče skupaj. prišla sem, ne? Za narodno zabavno pa poskrbimo ob Na četrtkih. Tako, Četrtek, tako. Ani pa po moje z veseljem pride. Ani precej in hotel za srečo. Ja. Ima zdaj Ja. ekipo, super jazzer je, Zelo dober je. tak gypsy jazz, kabaret. Smo bila na koncertu. Super, ja, hudo. Zdaj Zelo tudi kar hodita na koncerte, sta kar pridna. Ja, ful smo, zelo rada ful hodimo. uživamo, to nam je po mojem najboljši dopust Midva- izlet. Mi Ja. gremo raje na koncert, ko pa nekam na morje ali pa ne vem, da bi šla na neko potovanje, ful dolgo. Pa Raje če bi damo- šla na potovanje, bi zihaj pogledala, kateri koncerti so tam. Ja, to je absolutno. Združiš Tudi kar ko dve zadevi. Recimo, ne vem, greš v Pulo, pa vidiš Robbija Williamsa, ne, tam 27-28 juni. Tako. Ja, da naprimer. Recimo 14. za Valentinovo lahko greš v Opatijo, pa vidiš še Vatro. Aha. Ivan je, ne vem, če ste gledali, takrat je bil naš gost Prva. tukaj, Ivan Dečak iz Vatre, pa je rekel, naj povem, no, da so 14. februarja v Opatiji, tako da če boste svojo drago peljali mal na romantiko, pa bo to kar ta pravo. Ja, mi pa se vračamo na koncerte. Ne? Ravno prej smo se pogovarjali, da tudi jaz rad hodim na koncerte in ja, se že veselimo tega poletja. Ne? Ja. Ja. Oziroma Zelo. sploh celega leta. Cela sezona Da je bo, po moje, sezona kar pestra, ja. Ker res se pozna, da je res zadnja leta bilo malo manj tega, letos pa se mi zdi, da je res polno. Ja, upam koncertov. samo, da ne bo zdaj trend Ozzy Osbourne naredil, ker danes je objavil namreč, da žal odpoveduje tole turnejo in da se upokojuje, da je rekel, da Ja. najverjetneje ne bo več. Ne. Ne da- zmore. Lej, jaz sem imel 2 karti že kupljene, že od prejšnjega koncerta pa ga je odpovedal, zdaj sem kupil drugo pa ga je odpovedal. Ne vem, v tretje gre radom. Mogoče pa bomo Ja. videli. Dajmo še malo se nazaj pomoditi, video spot, tako bolj rockersko obarvan oder. Ja, Ste se malo videl. prvo še, kje ste bili? Ja, Kakšnem kulturnem mi domu bili kaj? smo v našem domačem kraju, v Šeščah, kjer je Šeščah. tradicionalni rock žur in smo na tem odru Ja. v naši dvorani posneli tudi videospot. No, upam, da bo letos tudi ta. Bo. Bo? Že je razpisano. 25. februar. Okay. Rok Žuršešče, letos so pa headlinerji Metal Steel. Ja. Aha. Metal Steel, ko so Ja, bili tudi ja, pred kratkim prvas. Ja, res je. Ja, Potem 3 tedne nazaj. Klon, ko so tudi bili prvas, pa Escalade. Kdo še? Pa No, te še niso bili pri nas. Minister, ja. Ja. No, ok, te še niso Češki bili. rok žur bo letos malo bolj heavy metal. Ja. Bolj heavy obarvan. Ja. Ok, fajn. Ja, Metal Steel niso slabi. Lahko si pogledate na YouTubu, kjer imamo posnetke starih oddaj. Tudi Metal Steel lahko vidite intervju z njimi. Tudi video se lahko vidi tam mogoče že od jutri naprej ali nekaj takega. Tako da si pogledate. Super, Ja. bomo delili. No, evo, ja. A se rada pogledaš tako na TV? Ja, ni mi problem. problem. Ne, Jernej, ti? ko sem prvič recimo bila na televiziji, mi je bilo fejst, si malo šokiran, pa nisi navaden svojega glasu. Ja, točno to. Zdaj mi pa ni več problem. Jaz ne vem, če sem katero oddajo pogledal za nazaj. Kdo je zdaj to? Ja, do sebe smo vedno bolj kritični, no, Ja. kot do drugih. Ja, to je res, ja. To je res, ampak dobro, ajde. Gremo mi z luč temi zaključiti, gremo pa naprej, ljubezen daje moč. Zdaj ste izdali kar par dni nazaj, ne? Ja. Malo predrugačeno verzijo z Žanom Tako. Serčičem. Tako. Tako, pesem je v bistvu bila izdana že par let nazaj, kot Ana in Jernej smo naredila, kot duet smo jo izdala v aranžmaju, ki ga je naredil Žan in se je super prijela, Ja. ful je bila vsem všeč pesem, res so naj pohvalili, res mi je bilo všeč in sporočilo in glasba, tudi na kak romantičen način je Ana prejela to pesem, sem že tu razlagal, Aha, na ja. oddaji takrat. Takrat, tisto prvo verzijo. sta Tisto že bila prvo tukaj, verzijo je dobila kot božično darilo. Ja. In potem, ko sem jo dal na seznam komadov, ko smo sestavljali repertoar za nastope, smo vadili, je rekel Bob Naruno, kako bomo pa to igrali, ne, to pesem. Sem rekel, gledaj, poslušaj si jo, struktura bo enaka, Zaigrali bomo pa po svoje, ne? naredili po tako ga bomo. Ja, Ne. ja. In je super izpadla, no, tudi v tak malo bolj hard rock verziji. Ne, je ful zanimiv riff na začetku, je tak na nek način podoben Sweet Child of Mine. Sicer ga je Žan posnel, pa si ga je zamislil na spodnji oktavi, ne? Jaz sem ga pa zdaj prenesel na
to oktavo, ko je tudi slučaj manj odigran. Akordi so podobni in smo ga na ta rock vibe zapeljali in je ful dobro delo, no, takoj iz prve, ko smo probali. Smo se odločili, da ga tudi posnamemo, zato da tudi naši obiskovalci, da si lažje prej poslušajo, da malo vejo, kako bojo zvenele pesmi, ki jih bomo še izvajali. Lušno. Kako ste prišli do sodelovanja z Žanom? Ja, to je takrat že Jernej dejansko imel idejo za pesem, pa je malo razmišljal, kako bi šel, ne. Jaz to nisem takrat sploh vedela, ne. In si njega kontaktiral, se in je bil poznava. takoj za. Na netu smo se večkrat kaj pogovarjala. Dopadli se mi je, kako dela. Videl sem, da je ful produktiven, ustvarjalen, kreativen, ima dobre ideje. Pa sploh, recimo, napisati neko pop pesem je ipak drugače, kot napisati nek rockerski komad, ker izhajaš bolj iz melodije, bolj iz besedila, iz sporočila. Jaz pa kot kitarist rockerski vedno bolj izhajam iz riffov, ne. In je bilo ful zanimivo sodelovati z enim takim pop izvajalcem, ko mogoče sploh ne pozna te glasbe, ko jo mi poznamo in obratno, ne. In je tudi fajn ujel dejansko tak. Ja, zelo dobro, mislim, meni je bilo tako všeč, ker je tako malo country, mogoče malo Eagles, podoben Eagles bandu, in mi je bilo tako ful všeč. Pa res ga Žan zdaj ga ful hara, če gledamo, ful dober dela in tudi fajn se je prijel, se mi zdi, na medijski sceni v Sloveniji in res super. Okay. Ja, dajmo ga pogledati, ne? Dajmo pogledati, kako smo naredili. ANJ in pa Žan Serčič. Sem s teboj, zame so trenutki vsi,
Evo, to je to, ljubezen daje moč, pa še res je, a ne? Ja, To je res to. Gonilna sila vsega. tako. Evo, pa pika. Pa pika konec. Ja, dajmo se še malo pomoditi, evo, zdaj smo videli studio, malo ste snemali studio, malo ste snemali doma. Tako. Ravno prej smo se pogovarjali, da je v bistvu kar dobra ideja, ne, imeti doma kakšno, vsaj nek studio. Ja, nek to pa, Ja, to pa je super, ja. recimo ena dobra stvar korone. Ne? Ker če ne bi bilo korone, zih ne bi šli v to investicijo. Aha, Ker ja. ipak je treba se usediti, pa naštudirati, povezati naprave, Ja. naložiti driverje, se naučiti uporabljati programe. Ja. In je kar dolg proces, ne? Kar zamuden. Sem na srečo imamo Jana, ko se Ko uživa, ko rad to- usede dol, pa naštudira stvari, je zelo tak, ko ga nekaj zanima, bo do konca naštudiral. Bo, ne? Tako da smo takrat šli tudi na kup in smo si kupili fajno zvočno kartico, mikrofon. Jaz sem že prej uporabljal Kemper, se pravi, da snemam kitare brez mikrofonov, kar direktno, isto klaviature, tako posnamemo. Ne? Za vokal smo si tudi kupili super Ja. mikrofon, Tako. komoro. Tako da vse je v bistvu, ja, lahko res pri produkciji doma naredimo vso. Razen bobnov. Ne? Bobne nismo, ja, za bobne pa nijamo za snemati, tisto pa gremo v studio, najamemo takrat. Ampak je kar fajn, ne? Ja, super, je Da pa lahko super. kadarkoli ti zapaše, da nisi vezan na uro, pa Nisi vedno gledaš na enakem, uro, ja. pa ti ne gre, pa vidiš, koliko denar leti čez okno. Ja, Nisi Ker vedno tako na enakem ves sekund feelingu. grejo evri. Ting, ting. ja, pa tudi takrat, ko posnameš v studiu, nimaš pol časa tukaj, če preposlušati, kaj si posnel. Ne? Ti posnameš, poslušaš track enkrat, dvakrat, trikrat, mogoče boš naslednji dan počutil, mogoče bi pa spremenil zdaj tisti nek mali del. Tako da smo lahko šli zdaj tokrat večkrat snemati, naredimo dobro predprodukcijo, predpripravo, potem pa večkrat trekamo. Ne? In zberemo pa res lahko take, ko je tako. Tisto pravi. To pravi tako. Ki ga slišiš. Ja, drugače ti po mojem imaš kar izostreno uho, drugače učiš ne tudi kitaro? Ja. Ukvarjam se s poučevanjem kitare, to mi je v bistvu primarni poklic. Interes je? Ja, velik interes je. Ful otrok se uči, najstnikov, tudi odraslih, tudi penzionistov. Tako da imam vse, Cel spekter. cel spekter, jaz srečujem. Generacije. Vse generacije začetnikov in že tudi povprečnih kitaristov, ki bi radi še izboljšali svoje znanje. To električno ali vse? Predvsem električno, no, ampak učim tudi akustiko, ne. Se pravi, akustično pa električno, način pa klasike, no. To pa ne. Se pravi, učim, da igrajo na klasično kitaro, ampak ne klasične glasbe, se pravi, ne? po teh zvezkih mladih kitarist. To pa ne delamo, ker se... Mislim, je dost tukaj usposobljenih strokovno ljudi, ko so res diplomirani klasiki, pa znajo to učiti. Boljš kot en heavy metal rock kitarist. Ja, ampak ti jih pa pol bolj naučiš, ne vem, ACDC špila. Definitivno. To pa pri meni delamo. Guns N' Delamo Roses. AC/DC, Gunse, pa do današnjih Imagine Dragonsov, Ed Sheeranov in Tudi kakih slovenskih, vse so. slovenske izvajalce. Ja. Sem imel med top 10 predvajanimi, definitivno tudi so se Joker Out najdli na svojem seveda. Spotifyju, ker vsaka učenka, ko pride k meni, jaz bi se pa učila Maneskin ali pa Joker Out. Ja, Maneskin tudi, ja. Maneskin so bili absolutno. ful, to je bilo, sigurno sem dobil 5 ali pa 10 učenk zaradi Maneskin. Ja. Basist. Basistka in so prišli, jaz bi rada bas kitaro igrala. ne. Inspiracija to. Ja, Ful saj inspiracija. so lušni, Tako da fajn rock and roll band. se prebuja. Kar naj se, kar naj se. tako. Tak. Dream Theater si imel kaga? Dream Theater, Ja. tudi, ja. Celo, ali kaj? No? Tudi, ja. Progresiva. ja. Se sem Pa še imela- bolj progresivne od Dream Theater, te nove dobne Dream Theater je Animals as Leaders, Periphery, Between the Buried and Me, te kitarske, ne vem, intervals, razne te, pa Polifija, valjda, to so taki kitarski heroji. Tako da ni, kao vse delamo, ja. Ja, lušno. Učenci. Dobro je to. Ja, se tudi kako priredbo naredite tu pa tam, a ne? Ja, Recimo I Was Made for Loving You od Kiss, ena Tako. od teh. Tako. Ja, ker skrbimo, da je na našem repertoarju tudi kar neki priredb, ker vedno žge to, ne? Pač Absolutno. to vsi poznajo in Absolutno, ja. uživo je to ful. Seveda, dokler nimaš ti, ne Pomembno. vem, dve plati, da imaš Tako. dovolj svojih komadov, Ja. kaj boš pa, ne? Ja. Preigraval 6krat isti komad. Res je. Danes smo ga igrali na začetku, zdaj ga bomo še vmes enkrat. Pa še za greš na konec. bis, ja, zdaj ga bomo, tu ga radi slišite, da ga bomo še enkrat. Že fajn kakšna priredba, ja. Ja. Ja, definitivno smo poskrbeli, da je repertoar tak, da 90% pesmi poznajo. Res Čisto vsak, mimo ja. idoči na ključniku bo prišel, da bo vsaj
1 do 5 pesmi poznal. Mislim, definitivno. po moje Mislim, res... ker če ne poznaš It's My Life od Bon Jovija, pa Sweet Child of Mine, Ja. pa res ne poznaš. Pa Final Countdown. Mislim, A res, daj. to so Aha, tudi. komadi, Bravo. ko se tudi še na radiju vedno vrtijo. Ne? In čist vsak pozna vse naše pesmi. Ali je to res nek najstnik, ali pač en srednjih let, ali pa upokojenc. Pač vsi bojo poznali naše, mislim, te naše priredbe, ki jih v živo izvajamo. Tako da tudi te koncerte, ko smo jih imeli v lanskem letu, so bili vsi potem navdušeni, ker niso vedeli niti kaj pričakovati od nas, a ne? Ampak so vsi rekli, ful je bilo fajn. Ne? Pa tudi kak slovenski hit dodamo, no, Ja, zraven. tudi. Ker tudi pali, no, definitivno v Sloveniji. Zaigrati kako fajno pesem poznano. višine se Od višine se zvrti, recimo. zvrti. Ravno naše sem razmišljal, stilo. zdaj, kaj bi to bilo, kaj od Mareje, ali kaj podobno. Pravljica o mavričnih ljudeh, recimo, potem od višine se zvrti. Ja. Pa smo še odigrali Dobra Dobro vila vilo v v Tabuju. Tabuju, smo predelali tak 80s rock Vse smo v kombinacijo. bistvu predelali v naš. Ja, nismo jih zdaj v bistvu čist... Ja, Ne luštno. delamo v bistvu tribute, no, ampak naredimo cover, pač pa ga res Ja, zapeljemo v naš Stil. stil. to je to. Ko bo kakšni koncerti, avte, no? Bomo. Definitivno. Tako da definitivno, Trenutno ja. se mudimo, smo pa v vezi. studiu delamo pripravo. Tako. Pripravljamo Počasi gre, nov ne, material, za- nove komade za Letos prvo imamo ful ambiciozne plato. cilje, tako da Ja. bomo Dobro. španali, snemali. Zdaj so počitnice, tako da smo polno aktivni. Ja, ja, ja. Ja, noč kaj, do konca leta bo plata takole tukaj. Ja, bo. Bo. Se nismo rekli, Ne? do konca katerega leta. To je dobro, ja. Konec enega leta bo. Do konca enega leta pa bo definitivno. Mi smo poslovili skladbo I Was Made for Loving You, to je priredba skupine Kiss in prav zanimivo, evo, to ste zbrali. Za prvo, ja. Tu sem se spomnil, da bom pa jaz rocker. Prav pri tej skladbi. Tako. Pa White Snake is this, ne, Here I Go Again. Tako. Ne, Celo res kaseto to. smo imeli, mi je kolega posodil eno kaseto, to je tisti, ki ima trak, pa se vrti za tiste, ki ne veste. In so bili Bonnie M, pa kaj so še bili, Bonnie M, ABBA pa take. No? In pol na koncu zadnja dva komada, pa ta Kiss in White Snake. In jaz takrat, ko sem to slišal, sem rekel, kaj pa je to? Ne, sem bil še ne vem, v osnovni šoli, sploh nisem poznal in takrat naprej, evo, roka na Ja. To je to, Mislim, ja, Here I Go definitivno. Again je meni drugače tudi. No. Po mojemu je najljubši. No. Fantastični White Snake. Najlepša hvala, Ana Jernej, za obisk. Hvala za vabilo. Z veseljem, vedno. Ja. Vsi smo veseli, da Vsi smo veseli, Vsi smo srečni, nasmejani veseli, in to je važno. Ja. To je To je to. Pa se vidimo, ko bo kaj novega, ali pa na kakšnem koncertu, ne? na kakšen koncert. dobiš Definitivno vabilo. vse. To je to. Na obeh stvarih. Na obeh frontah. Tako. Uživajte, lepo se imejte. Enako. Čau. Gremo mi naprej s tole priredbo, torej I Was Made for Loving You.
Evo nas nazaj in malo rock'n'rolla je bilo tole s Kiss, priredbo Kiss A&J. Mi gremo pa naprej z Majo Založnik, živijo, lepo zdrav. Zdravo, dober večer, je super, odlično. Ja, fajn kombinacija, ta rdeča, črna. Ja, vidim, da še detajle imaš take. Vse je nekako. Ja. Samo v Hani imaš trlijo, zato da mal nekaj drugačnega. Druga barva. Vse veš, jaz predvsem imam rada rdečo, ampak črna rdeča pa najraje kombiniram. Kombinacija, ne? Ja, se jaz tudi, črno. Ja, črno, tako moj Marko pravi, da je črna pa mat črna. Tako, črna pa mat črna, bravo. Kaj je novega Maja? Dolgo se nismo videla, ne? Kdaj smo nazadnje, jaz pri tebi, ful časa nazaj. Že kar nekaj leti. Jaz mislim, da pred korono. Pred korono? Nisem voda sem ti si dlan prišla predstavljati. To je bilo po koroni. Dobro, se ni važno. Recimo, no, ampak ja, ful časa. Ampak zdaj pa nov razlog. Ja, zdaj pa imam v bistvu 2 nova komada. Lani avgusta smo naredili Orion in pa meni toliko goreča želja, uresničena slovenska popevka in pa pesem Mika me. Mislim, ta izkušnja na sami popevki stati, vedno sem si želela nekaj vrhunskega, cela ekipa, Žiga Pirnat in cela organizacija in podpora doma in predvsem v Slovenskih Konjicah, ko sem dobila podpore, res neverjetno in tudi od ostalih. Res. Ja, si se bomo malo pomodila. Zmagovalka sem bila v vsakem pogledu, no, bom rekla. Kljub temu, da nisem zmagala, ampak sem bila zmagovalka, da sem že stala na tem odru. Da si stala na tem odru, ja? Ja, ni kar tako. Ja, evo, prejle si omenila Orion, pri tem bova tudi začela, ena izmed teh, ki bomo danes predstavili. Mogoče besedo ali dve o tem Orionu. Ja, Orion je pa nastal v bistvu, Kevin Koradin je avtor, z njim sva v bistvu že bila nekaj časa na vezi. In pol sem čakala, da se dobimo, da bomo kako rekli in potem, ker ni bilo nič. In pol enkrat v enem momentu, Maja, imam komad, a si za sodelovanje in se mi je zdelo perfektno v tistem momentu, Kali Kolonič je napisala tekst. Potem smo tudi doma posneli video. Pesem pa govori o tem, da moramo več poslušati te notranje glasove, ki nam govorijo, dej, upaj si to, naredi to, zmoreš, tamle so sanje in cilji tvoji, in pa potem ego prevlada in preveč poslušamo okolico in pol, ne upam tega narediti, ne, ampak jaz sem že celo življenje nekako po tem načelu, da delam to, kar mi srce reče, da delam to, kar me veseli, da grem proti svojim ciljem in sanjam in da sem srečna, da lahko to počnem, no, seveda za vso podporo domačih mojih, najbližjih, tako da brez tega pa bi bilo zelo težko, no. Ja, seveda. Ampak ja, dober mindset, ne, ta miselnost, ne. Znam, zmorem, lahko. Ja. Prevečkrat, ker človek obupa zelo hiter ali pa še predn sploh pride do nečesa. Ja, ali pa mogoče poslušamo preveč druge, ki niso gli za to, da ti rečejo, to bi bilo za tebe, to pa ne bi bilo, ne. Ampak ja, jaz tako vedno rečem, rek pravi, ne boje me, jaz pravim, da ni meja. Sam greš, pa da vidiš, kaj te čaka tam. No, dobra filozofija. Ja, dajmo si pogledati tale Orion. Boža, gleda me, čisto tiha misel je. Orion, potujem skozi val, lebim na redu sreče moje zdaj. Orion, potujem skozi val, drzim na redu tvoje sreče zdaj. Mirno k sebi stisne me, ko pogledam mi v srce. Čuti hrepenenje in objame moje vse. Komaj slišna, čisto tiha je. Komaj slišna, čisto tiha mi
čisto. Ne, ni. Orion, Ja. si snemala v vesolju, ste šli z vesoljsko ladjo gor s Ilona Muska Ja, potujemo med zvezde. med zvezdja. Ja. Ok, ta Orion, kar dobro sprejeta, ne, pesem. Ja, se mi zdi, da je- zelo sem vesela na vsa ta sporočila in odziv, predvsem z radijskih postaj, tudi na koncertih, tudi kdo mi napiše, kako mu je všeč pesem in kako se je najdel v tej pesmi in hvala. Tako da konec decembra smo zaključili z mojim bendom v Slovenskih Konjicah in je bilo tako pol repertoarja avtorskega, pol repertoarja tujih pesmi in sem tako vesela in ponosna, da je vedno več avtorskih pesmi, da lahko na svojih koncertih predstavim. In pač konjiška domača publika, bom rekla, pa Orion, res sem kar gledala, ene par so peli zraven. Tako da to je tak en fajn občutek in zadoščenje in zaradi tega delam, no, da se pač s svojim glasom in pesmimi dotikam srca ljudi in jih nasmejim in osrečim, no. To je to. Ja. V bistvu, pa To je to, glasba, ja. pa vse, a ne, in nimaš kaj. Evo, prele si že govorila, da so bili s tabo Konjičani tudi pri skladbi Mika Me oziroma Slovenski popevki, navijali za tebe in ja, kako je bilo? Da mi povej malo. Ja, Ta občutek, ko priješ pol, pa si, a veš tisto, super je bilo, fajn je bilo, gledali smo. Ja, nasplošno Slovenske Konjice so mi tokrat res ful pomagale pri samem, ko smo snemali videospot v Kulturnem domu v Slovenskih Konjicah, so mi dali prostor. Potem tudi lokalni, kaj so že, podjetja so mi prišli naproti in tudi pol sama publika, ko sem pela Mika Me in sem se vsem zahvalila, je bil res fenomenalen občutek, no. Tako da en del spota smo snemali v Slovenskih Konjicah, drugi del spota, ko pa sem v bistvu gor na strehi, smo pa v Ljubljani, na hotelu Radisson, tako da je bilo kar adrenalinsko, moram reči. Čakali smo idealno vreme, da je bilo malo bolj na pol sončno, ker novembra vemo, da je na pol, mislim, megla, dež. Ja, seveda, in sploh v Ljubljani pa megla, ja. tako, ja. In glih tisti dan smo ujeli, no, da je bilo lepo vreme, da smo posneli res malo adrenalinsko, tako čist na tem robu sem stala, še z temi praktikabli smo dvignili me v petah in tak veter z obeh strani in tako sem mogla pet gor slediti kameri. Ja. Je bilo kar Ok, adrenalinsko, no. Tak, meter pa pol, tak na vsako stran pač je bil pol prepad dol, ampak super smo uspeli posneti. Super, fajn, ja. Tako da je bilo fajn in tudi celotna ekipa, kot avtor Žiga Pirnat, potem Andraž Gliha, tudi so avtor in tudi snemalec videospota in pa Željko Mladenović so avtori in pesem. Ko sem stala na odru in vedno sem si želela imeti s sabo orkester. In to pa je malo drugače. je rekel Žiga, lej, karkoli bo, ti se me je fajn in uživaj na tem odru. In točno tako s to energijo sem šla, sicer noge so se malo tresle, ampak sem tako ponosna na svoj nastop in na celotno izkušnjo, no, s samo slovensko popevko. To je bilo prvič, ne? Da Prvič, ja. si se udeležila popevke. Res je, popevke, ja. Kot solistka sem pa na EMI že kot back vokalistka nastopala par let nazaj in tudi je želja vsekakor enkrat stati na odru EME in tudi Eurosonga. In tudi vem, da mi bo... ne boš videla. Ne. Ampak vem, da mi bo enkrat uspelo ali za Slovenijo ali pa za katero drugo državo. Na Eurosongu. Okay. Stati na tem odru, to bi se. Ja, super, lej, zmenjeno, ampak od EME se vrneva nazaj na slovensko popevko in skladbo Mika Me. Stopam na mestu in vse je isto kot prej. Ne vem zakaj in čemu sem še tu kot hlapec idej. Mika, Mika, Mika me, da bi rekla si, da me ne boli, da priznala bi poraz. Mika, Mika, Mika me, ustavi čas. Mika me, in
Stopam na mestu in vse se zdi déjà vu. Zakaj bežim in vrtim se v krogu, ujeta v snu? Mika, mika, mika me, da bi rekla si, da me ne boli, da priznala bi poraz. Mika, mika, mika me, ustavi čas. Mika me, da bi odšla, da bi se spet postavila na tla. Mika me, da bi nekoč našla moč. Mika me, če mi ne vanja, da bi le zaživela ga, da imela bi pogum in razum. Mika, mika me, mika, mika me. Mika, mika me, mika, mika me. Mika me, da bi odšla, da bi se spet postavila na tla. Mika me, da bi nekoč našla moč. Mika me, čar mi ne vanja, da bi le zaživela ga, da le našla bi nekoč svojo moč. Mika me, čar mi ne vanja, da bi le zaživela ga, da imela bi pogum in razum. Mika, mika me, mika, mika me. Mika, mika me, mika, mika me. Takole, evo, pa smo, Mika me. Ne? Ja, Mika Lušni me. videospot, prav, ja, te kar zamika ga pogleda še enkrat. Ja, ne. Zdaj pa greva midva naprej. Kaj te kaj čaka v letu 2023? Mislim, Ja. da je posebno leto za tebe, a ne? Ja, leto 2023, here I come. V glavnem zdaj trenutno čakam tekst, ker delamo na novem komadu, na novi pesmi, tudi s Kevinom Koradinom in Kali Kolonič v sodelovanju, tako da ko mi čakam. Bo pa malo drugačen od vseh teh, kar smo zdaj slišali, okay. malo bolj hitrejši, mogoče plesen, ne vem, nekaj v tem smislu. Tako da tudi bomo posneli videospot in upam do konca februarja, da bi naj izšel spot in pesem. Potem pa ja, ker je letos, bom nekako rekla, imam jubilej, 40. rojstni dan in bi rada za svoj rojstni dan organizirala več koncertov po Sloveniji, svojo ekipo in pol kakega gosta dodala, kak mogoče pevski zbor. Mislim, da imamo v Prevaljah en koncert s pevskim zborom. Tako da bo aktivno leto, še tudi kakšna nova pesem vsekakor. Tako da se veselim, kaj mi bo letošnje leto prineslo. Ja, lušno, opa. Ja. Kako dolg pa je karijera, če je 40 let tvoja celotna karijera življenjska, je pa pevska verjetno tudi kar dolga že, ne? Ja, že kar nekaj Si kar časa. V bistvu pridna, začela sem s temi talent šovi. Slovenija ima talent. Mislim, da sem začela tam okrog 18. leta. Za mano je zdaj 10 talent šovov. Tako nekako. Ne vse v Sloveniji, a ne vsi v Sloveniji. Tako je, mogoče, ne ja. vsi v Sloveniji, tudi v Nemčiji. Pa glih danes sem se s kolegom pogovarjala, klevetoristom, ki te tudi pozdravlja, Tadej. Tadej. Tadej, ja. Gruškovnjak. ja. Čau, živijo Tadej. Z njim sva bila 10 let nazaj na ladji in Ja. takrat sem jaz tudi v bistvu prenehala delovno razmerje v turistični agenciji in se odločila, zdaj bo pa glasba, to je to in z glasbo se bom ukvarjala. Tako da rečemo konkretno 10 let, ampak pojem pa že kaj ustvarjam, pa že tudi odprej. No. Tako da dobro vprašanje. No. Zdaj, kdaj točno dati mejo, od kdaj do kdaj, Do kdaj, ne, je dobro. glasbena kariera. Veselite verjetno že od malih nog, a ne? Petje, Pa ali- po ali pravici, v osnovni šoli sem šla k pevskemu zboru, sem zato, da bomo manjkali od pouka. Aha, dobro, ja. Potem pa v... To sem Ja. jaz tudi probal, pa mi ni uspelo, ker nimaš Ja. posluha, nimaš kaj iskati pa v pevskem zboru. Pejt, Niti se ne spomnim, kako pa je smo bilo pa takrat. tabornik. Ja, jaz sem dobila v taborniki. tudi, Ja. Ja. Potem pa mislim, da v srednji šoli je nekako ta ljubezen prihajala vedno bolj v ospredje.
In tu sva bile tudi z Alenko Husičevo, sošolko, sva šli na Popstars, ona je takrat prišla v Popstars. Jaz sem z takimi solzami šla domov, ampak potem sem pa še poskušala na večjih audicijah se pokazati, no. Zdaj pa še vedno vztrajam in vedno pojem in delam to zato, da osrečujem druge s svojim glasom. Super. In pesmimi. In evo, je ena luštna karijera za tabo. Na ladjih si pela, to ne more vsak reči, da na ladji poje. Dvakrat. Dvakrat, Ja, dvakrat, ja. Dobre, enkrat s pol celim nimaš bendom, morske enkrat pa bolezni. akustično. Ne, sploh ni tako občutek. Tudi, ko greš spat, se malo tak migaš, sem pa tja, tako da te dejansko uspava. Ja, super izkušnja. Jaz bi marskomu rekla, naj gre poskusiti, pa da vidi, kak je to življenje. Deva pa zdaj še, ko že ravno govorijo o ladjah, pa o vodah, pa ne vem čem vse. Voda sem, ti si dlan. Ja, voda sem, ti si dlan, to smo pa naredili takrat 2019, če se ne motim. Ali kasneje, zdaj sem čisto zamešala datume. Ja, nekje tam, okoli korone je mogli biti, ali pred korono še, se ne vem. Si še sodelovala s fanti iz Srbije? Ne, takrat nismo več sodelovali. Tako da je bilo, mislim, ali je bilo pa to pol 20 po porodu? Ne, 21. No, vidiš, čas tok leti. To gre čas hitro. Ja, takrat to sodelovanje je bilo pa v bistvu z švedsko ekipo, Andreas Bjorkman, pa Adriana Pupavac. Prek enega znanca sem dobila njihov kontakt, smo se povezali, imel je več pesmi, tam je bila najbolj všeč. Kali Kolonič je tekst napisala in je v bistvu zelo lepa zgodba in tudi videospot je super izpadel. Pesem je res tako osebna in čudovita, no. Super. Tudi ko to pesem pojem, je tak fenomenalen, res nek tak poseben občutek. Ja. Okay. Res, ko svoje pesmi poješ. Je, ne, ta pravo. Vsi ti talent šovi so bili za to, da se pokažem, da pojem, ne? Ampak v bistvu zdaj najbolj šteje to, ko imam svojo avtorsko glasbo in da se s svojimi teksti in svojimi melodijami in glasom dotikam srca ljudi. No. To najbolj šteje od vsega. Tako da so zgodbice, izkušnje, vse kilometrina, kar je super, ampak to pa zdaj trenutno najbolj šteje. Ok. Ja, dajmo hiter zavrteči, če tale spot, pol pa še enega, no, za konc. Vse, kar sem si zame ti, tvoj pečat v meni tli, znan občutek Boža me, v tvoj pristan vabi me. Vem, da tega filma ni, moram stran, srce boli. Tvoj dotik oplazi me, v njem zgubim se, hočem še. Nočem stran, hočem dlan, tvojo dlan. Voda sem, ti si dlan, stisni pest, nočem stran, le v tvojo dlan. Stisni me, zmrzni me, let bom za tele. Znan občutek Boža me, v tvoj pristan vabi me. Vodo sem, ti si dlan, stisni pest, nočem stran, le v tvojo dlan. Čas se ustavi, a drvi, to za naju igra ni. Znana misel hrani me, tvoj objem vabi me. Ne morem stran, veče me, tvoj dotik oplazi me. Tvoja voda v dlani sem, v njej zgubim se, ogenj sem. Voda sem, ti si dlan, stisni pest, nočem stran, le v tvojo dlan. Stisni me, zmrzni me, let bom za tele. Znan občutek Boža me, v tvoj pristan vabi me. Voda sem, ti si dlan, stisni pest, nočem
stisni pest, nočem stran, le v tvojo dlan. Stisni me, mrzni me, let bom za tele. Znanem čutek boža me, od tvoj pristan vabi me. Voda sem, ti si dlan, stisni pest, nočem stran, le v tvojo dlan, tvojo dlan. Takole, evo, zdaj pa se čas že počas iztekel in en pod bomo še zavrtela. Rekel sem, deva še tega že Daj še, ja. skupaj. Ja, nič ni nemogoče. Evo. Točno. Za konec en tak motivacijski. Ja, ževžo se spomnim iz talentov, mislim, da je bil na Slovenija ima talent in tako sem ga spremljala tudi na Facebooku in enkrat on meni tak ogromen, dolg SMS pošlje oziroma sporočilo, da me spremlja, da bi rad sodeloval z menoj in tako še naslov pesmi Nič ni nemogoče, mislim, tako pisano meni na kožo in njemu, tako da super sodelovanje. Pesem je bila že 1 leto posneta, preden smo jo izdali, plus video spot, vse smo uredili in je res super sodelovanje. No. On je to taki pozitiv, tak odštekan, no, tako da sem kar ponosna no, na vsa ta sodelovanja, od Samuela Lukasa do Ževže, Zlatko, Sixpackom dosti tudi sodelujemo, tako da sem ful vesela, no, ker širiš nekak svoja obzorja glasbena tako. in se povezuješ. In poznanstva, ne? Ja, tako je. Odlično. Maja, tudi ti ostani pozitivna in nasmejana še naprej. Pa ko bo kaj novega, se seveda znova vidimo. Obvezno se ti javim. No, hvala. Zmenjeno. Hvala tudi tebi za obisk in hvala vsem vam, ki ste nas spremljali. Naslednjo sredo nas ni, ker je praznik in gremo malo praznovati. Pol bomo pa naprej čez 14 dni šli dalje, super gosti in upam, da boste tudi vi z nami. Adijo. Ja, zavedam se, da je marsikatera zgodba v življenju težka in da nekatere oziroma ene briga za mene za njih. Življenje ni igra, se vračam na stih, ne zavračam na vdih, kam je jedre, da režem vodom pot brez zamer. Smeh, če si srečen, navrečem na rep, povrečem te k sebi, kažem pogled, ne ražem vse tebe vidim, ne zjebe me flow, poslušaj ta ritem, ta stil je užiten, kežni mi biten, fresh pozitiven, ga nisem še siten, pišem, ker mislim, mi čar je svoboda, hrana bi človek in pitna voda. Življenje ti rojda, ti vzame, govorim na spoksa, kva se verjame, ne Bog me vzame, če nimam prav, če bi se ragal, resnice ne bi spoznal. Vse se da, če se hoče, z prakse ti povem, da nič ni nemogoče. V življenju sam se odloč, kdor hočeš biti, bod to, kar si, in bolje ne zgubiti. Ne vidim razloga, za koga če ne zase, truden se bi dober, kolikor to da se, navada še iz prakse, da se vse popraviti, napaka te nauči, čez ne da se pa vstal. Sveže, rime, mečem, življenje se gradi, jaz ostam pa presrečen, povrečen, oblečen, navlečen na red, povrečen pozornost, sem drugim za vzgled. A sem izpadl kmet, vedno najdejo se tisti fuvajo po tebi, dajo mi zavet, motivacijo pogled, inspiracijo, da še širim dale red. Vse se da, če se hoče, z prakse ti povem, da nič ni nemogoče. V življenju sam se odloč, kdor hočeš biti, bod to, kar si, in bolje ne zgubiti. Vse se da, če se hoče, bod to, kar si, in volje ne zgubi.